Prebrali so mojo izjavo pod prisego, videli so, kaj se je zgodilo. In mislim, da je žalostno in sramotno, da Becky Hill ni doletela nobena posledica. Porotnica, znana kot gospa z jajci, je le del razloga, zakaj Alec Murdaugh dobiva novo sojenje v primeru grozljivih smrti svoje žene Maggie in sina Paula. Zdaj ona in njen odvetnik govorita o odmevnem mnenju, ki ga je izdalo Vrhovno sodišče države. In Jeanette Levy, Into je Crime Fix, ki prihaja k vam iz Kolumbije v Južni Karolini. Stojim pred Vrhovnim sodiščem te države. Tukaj je bilo izdano tisto odmevno mnenje, osupljivo mnenje, ki je razveljavilo obsodbo Aleca Murdaugha za dvojni umor. Leta 2023 je porota spoznala Aleka Murdaugha, vidnega člana pravniške dinastije iz Južne Karoline, za krivega umora njegove žene Maggie in sina Paula na družinskem lovskem posestvu Mosele. Toda po sojenju so se pojavila resna vprašanja glede ravnanja sodne uradnice Becky Hill med sojenjem, še posebej v zvezi s porotniki. Hillova je konec lanskega leta priznala krivdo za neprimerno ravnanje na javni funkciji in za krivo prisego v zvezi s sojenjem, vendar ji nikoli niso očitali vplivanja na poroto. A nekateri menijo, da bi jo morali obtožiti vplivanja na poroto, še posebej porotnica številka 785. To je Myra Crosby, znana kot gospa z jajci, ker je po izključitvi iz porote pred začetkom posvetovanja sodnika Newmana prosila, da lahko iz porotne sobe vzame ducat jajc. Razlog? Ducat jajc. Ducat jajc. Zdaj je tukaj Becky Hill z zaslišanja januarja 2024, ki govori o svojih stikih z gospo z jajci. Se ji postavljali vprašanja, še preden jo je zaslišal sodnik, kaj ne? Vaša čast, nisem mi postavljala nobenih vprašanj. Ugotavljam, da sodna uradnica sodišča ni popolnoma verodostojna kot priča. Gospodična Hill jo je premanil klic slave. Na koncu so sodniki tukaj na Vrhovnem sodišču v Južni Karolini ugotovili, da so bila dejanja Becky Hill neprimerna. V soglasnem mnenju je bilo zapisano, da je bilo 6 tednov v začetku leta 2023. Oči naroda so bile uprte v okrožje Colleton, kjer je država sodila razvpitemu nekdanjemu odvetniku Richardu Alexandru Murdaughu zaradi umorov njegove žene Maggie in sina Paula. Tako tožilstvo kot obramba Murdaugha sta spretno predstavila svoja primera poroti, medtem ko je sodišče spretno vodilo ta zapleten in odmeven primer. Vendar so bili njihovi napori zaman, saj je sodna uradnica okrožja Colleton, Rebecca Hill, nagnila tehtnico pravice in tako Murdaughu odvzela pravico do poštenega sojenja pred nepristransko poroto. In uganite kaj, ti sodniki so v svojem mnenju dejansko navedli gospo z jajci. Gospa z jajci je bila znana kot porotnica 785. Sodniki so zapisali, v nasprotju s pričanjem Hillove je porotnica številka 785 izjavila. Na zaslišanju pred sodiščem prve stopnje. In v izjavi pod prisego, ki jo je Murdaugh priložil v svoji zahtevi za novo sojenje, da jo je Hill zasliševala glede objav na družbenih omrežjih in ali je bila v stiku s svojim bivšim možem. V izjavi pod prisego je porotnica 785 povedala, da ji je Hill, ki je vedela za njene strahove glede bivšega moža, povedala, da so organi pregona zasliševali bivšega moža glede objav. Ponudila, da ponovno uvede prepoved približevanja, ki jo je imela porotnica 785 proti njemu, in ugibala, da so Murdaughovi verjetno vplivali na bivšega moža, ko je ta poklical porotnico 785 zjutraj ob razglasitvi sodbe. Porotnica 785 je zatrdila, da jo je Hill vprašala, ali sta ona in ostali porotniki nagnjeni k temu, da bi glasovali za krivdo ali ne, ter ji povedala, da je bilo vse, kar je Murdaugh rekel, laž. Prav tako je izjavila, da je Hill pred pričanjem Murdaugha porotnikom rekla, naj jih ne zavedajo dokazi, ki jih bodo predstavili Murdaughovi odvetniki. Zato bi rada predstavila gospo z jajci. To je Myra Crosby in je tudi avtorica knjige Dovolj je dovolj. Myra, hvala, da ste prišli. Kako ste? In kakšno je vaše mnenje o tej odločitvi Vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo obsodbo Aleca Murdaugha? In mislim, da je bila popolnoma upravičena.
Ne vem, kdo je on. Ampak on ni mislil drugače. Imamo pravico za poroto, da otroci... Veš, spomnim se tiste obravnave januarja 2024, kjer sodnica ni dovolila tvojega pričanja, vendar je bila tvoja zaprisežena izjava sprejeta in Becky Hill so zasliševali o njenih stikih s tabo. Kako si se počutila glede tega po ogledu tiste obravnave? Prva sem bila jezna, ker veš, vsi so mislili, da želim obogateti. Da pišem knjigo. Svoje knjige nisem nikoli napisala, dokler po dokaznem naroku nisem bila prikrajšana za pravico, da povem svojo zgodbo. Imela sem dokaze, da me je namestnik zlorabljal in to je bilo narobe. Na toliko ravneh. Kar je povedala na prostoru za priče, je bila kup laži, ki jih je izrekla samo zaradi ene točke krive prisege. Šli smo skozi celotno obravnavo in hvaležna sem, da so sodniki Vrhovnega sodišča storili prav to. Prebrali so vse, besedo za besedo. Prebrali so glavno poročilo, prebrali so mojo izjavo pod prisego, videli so, kaj se je zgodilo. In mislim, da je res žalostno, da Becky Hill ni doletela nobena posledica. No, imela je tiste obtožbe, za katere je priznala krivdo. Krivo prisego, nepravilno ravnanje pri opravljanju javne funkcije, oviranje pravosodja. Vendar ni dobila nobene zaporne kazni. Na to misliš? Ne, pravim, da bi jo morali dejansko preiskovati zaradi vplivanja na poroto. Rekli so, da ni bilo dovolj dokazov, da bi jo obtožili vplivanja na poroto. Težko verjamem, da je temu tako, saj je to videlo Vrhovno sodišče. To so zapisali v svojem sklepu. Opozorili so na to. In nič se ni zgodilo. Sodniki so vas omenili v mnenju in to je bilo soglasno mnenje. To niso bili samo 3 od 5. Vseh 5 se je strinjalo, da si Alec Murdaugh zasluži novo sojenje in da je Becky Hill ravnala narobe ter da je bilo njeno ravnanje s poroto napačno. In omenili so vas v svojem mnenju. Ko ste prebrali, da so vas dejansko omenili in upoštevali v svoji odločitvi, kako ste se ob tem počutili? Ni zakaj. Počutila sem se, kot da sem dobila zadoščenje, ko je test začel me zmerjati z vsemi mogočimi imeni. In stvari, ki so jih govorili o meni in o zgodbi, ki je bila povedana. Počutila sem se, kot da sem dobila zadoščenje. Kakšne stvari so govorili o tebi? No, da nisem bila verodostojna. O meni so govorili toliko zgodb, kot naprimer, da sem pisala za gospoda Murdauga v zaporu. Nikoli ga nisem srečala. Videla sem jih samo na sodišču. Veš, govorili so različne stvari. In znova po zaslišanju. Ona ni verodostojna. Ona je lažnivka. Govori s to osebo in z mano. Govori o eni osebi. Ne, to ni pravilno. Sodnik je vprašal gospodično Hill o tem, da je govorila z mano in glede tega je lagala. In ko je sodnik o tem vprašal novinarko, je rekel: No, ali ste, potrdili, da je gospodična Newman rekla, da ni bil zadovoljen, ker ste govorili z mano? Še vedno je to zanikala. Torej, zdaj imate državno tožilstvo, ki pravi, da je šlo za neškodljivo napako. To ni neškodljiva napaka. Ja, bežni in nespametni. Mislim, da so tako označili njene komentarje v svojem argumentu. Kaj, vrniva se k temu, ko te je Becky Hill prvič ogovorila. In bilo je preko gospoda Billa, če se ne motim, kaj ne? Da, gospa, vsi smo bili v porotniški sobi in gospod Bill je prišel v sobo ter me poklical in rekel, da mora govoriti z mano. Tako sem zapustila porotniško sobo in odpeljala me je v zasebno pisarno, kjer me je zasliševala glede domnevne objave na Facebooku, ki je nihče ni videl. In kaj se je zgodilo med tem pogovorom? Prosila sem jo, naj mi jo pokaže, pa je ni mogla najti. Vprašala me je, ali sem imela pogovore s svojim bivšim možem, ali sem pila z njim in ali sem izrazila svoje mnenje o tem. O sojenju in povedala sem, da svojega bivšega moža nisem videla že več kot 10 let.
Uporabila je svoj telefon, da je poiskala mojo Facebook stran. Prijavila sem se preko njenega telefona in rekla je, no, naj vidim, če delijo kaj o tvojem možu. In rekla sem ji, da ji tega ne morem pokazati. Na moji Facebook strani, ki so bila blokirana. In povedala sem ji, da sem delila tvoje proti njemu. Bila sem precej pretresena in vprašala me je, no, ali si se odločila glede Aleka. Veš, ali sem sprejela kakšno odločitev o razsodbi? In rekla sem, ne. Rekla sem, da želim slišati vse. Trenutno sem neodločena. In mislila sem, da je s tem konec. Pa ni bilo. Tisti popoldan sem bila precej prestrašena. Vrnili smo se v sodno dvorano. Dobivala sem misel nate, veš, da to izrazim. Nate, imela sem. In tisti popoldan smo šli na odmor, šla sem dol, ker sem kadilka in šla sem s kadilci ter bila vidno vznemirjena. In prosila sem enega od policistov, naj pokliče Becky dol tja, kjer smo bili. In pa šla je dol ter me pomirila, da gled in ne vem, če je bila to okrožje Coleton. Vsi so šli tja ven in se pogovorili z mojim bivšim možem. In naj bi Bil pijan in rekel, da je odstranil objavo. In rekla je, da je šla skozi celoten. Mislim, da so imeli nekakšen seznam. Ko je prišel v sodno dvorano, so preverili spomin skozi njega in me je zagotovila, da se njegovo ime ne bo pojavilo. Kako je bilo, ko so vas poklicali nazaj v kabinet sodnika Newmana in vas je na to zasliševal? No, vprašal me je, ko sem prišla tja, ne vem, kaj smem povedati in česa ne smem povedati. Ampak vprašal me je, ko sem prišla noter, ker sem vedela, zakaj sem tam in sem rekla, da sem rekla. To je Beckina soba in jaz sem njena sestra. In vprašal je, rekel je, Ali sem govorila s svojim bivšim možem in sem rekla, nisem vedela, da si bila z njim. In on reče, no. veš, Imela sva res zelo neurejeno ločitev in dobila sem prepoved približevanja. In bila sem popolnoma zmedena. in on te je izločil. Zvenelo je tako in glede na prepis, veš, zvenelo je, kot da so rekli, da si govorila s svojimi najemniki o primeru. In oba moja najemnika sta odločno rekla, da bomo želeli. Torej, gremo naprej. Ali boste spremljali ta primer? Kaj boste počeli? Kaj boste naredili? Nadaljevala bom s svojim življenjem in šla naprej. Veš, napisala sem knjigo, kot si rekla, ker je bilo dovolj, da lahko povem svojo zgodbo. Veš, mislim, veliko se je spremenil zaradi banke hrane in to je tisto, kar počnem. In da je bila ona umorjena, mu želim vse najboljše. Upam, da bo imel pošteno sojenje. In potem žal, mislim, da se Becky Hill zaradi tega, kar si je naredila, nikoli ne bo nič zgodil, ampak res bi morali proti njej vložiti obtožbe. Zaradi vplivanja na poroto. Da, gospa. Ali mislite, da je Alec Murdaugh dejansko nedolžen? Ali menite, da je? Ali imate mnenje o tem? 6 tednov ste sedeli na sojenju. Ona ni smela sodelovati pri odločanju. Ali verjamete, da je dejansko nedolžen? Ali verjamete, da je tožilstvo dokazalo obtožbo? Nimam mnenja o tem, ali je kriv ali nedolžen. Še vedno imam vprašanja, na katera nisem dobila odgovora. Do danes. Katera so ta vprašanja? Moje prvo vprašanje bi bilo, veste, Zakaj ni bilo nobenih morilskih orožij? zakaj je sled lagal o pištoli? Veste, če imate dovolj dokazov, da nekoga obtožite umora, potem. Pravite, da imate te stvari. Zakaj bi rekla, da jih imate, če jih? Ne, mate. Samo preveč je vprašanj. Časovnica se ni ujemala za mene in imela sem vprašanja o tem. Vprašanja, na katera bi morda dobila odgovore, če bi bila v porotni sobi. Ampak to so bila upravičena vprašanja in veš, želela sem slišati vse, preden bi sploh začela razpravljati. Mislim, da je to tisto, kar naj bi porotnik počel. Torej, Majra, ti si tista, ki si prizadeva, da bi Becky Hill dejansko preganjali zaradi vplivanja na poroto, glede na to mnenje sodnikov Vrhovnega sodišča. Verjamem, da bi jo morali. Myra Crosby, najlepša hvala, Sejnim vaš čas. Hvala.
Zdaj bi rada povabila Joeya McCullougha. On je odvetnik Myre Crosby, prav tako zastopa Jerseyja in je nekdanji pravni partner ter dolgoletni prijatelj odvetnika Aleka Murdaucha, Dicka Harputlian. Torej, Joe, najlepša hvala, da si prišel z nami na Vrhovno sodišče. Kakšen je tvoj prvi odziv na to, da je bila zadeva vrnjena in da bo novo sojenje? Ni presenečenje. Glede na to, in v tej zadevi sem bil že pred sojenjem za umor, in glede na to, kar sem vedel pred začetkom sojenja, med spremljanjem sojenja in na to spremljanjem argumentov na Vrhovnem sodišču, je bilo to mnenje neizogibno. Je antiklimaktično. Rezultat, ampak zanimivo mnenje. Zanimivo mnenje, ker je kritiziralo Becky Hill. Reklo je, da je posegla v tehtnico pravice in mislim, da smo to vsi videli na tisti obravnavi januarja 2024. Veste, to mnenje je ena najbolj vljudnih razveljavitev, kar sem jih prebral v 49 letih. Pravzaprav nihče ni zares prizadet, razen sodne uradnice. Kar se mi je zdelo zanimivo, je, da primer, mnenje, resnično prekipeva od tega. Prezira do neprimernega ravnanja sodne uradnice. Pravzaprav, če boste potrpežljivi z mano, ena od opomb pravi, kot nakazuje naslov njene knjige, se izkaže, da je bila Hill precej zaposlena za vrati pravosodja, kjer je spodkopavala integriteto pravosodnega sistema, ki ga je prisegla varovati. Torej mislim, da Vrhovno sodišče ni izbirano besed pri kritiziranju nje. In to novo sojenje, ta razveljavitev, temelji povsem na njenem neprimernem ravnanju. In v 7 straneh se ukvarja s finančnimi vprašanji. In tisto, kar bi nekateri označili za napako sodnika, drugi bi rekli, da je to pretiravanje tožilstva, ki je ponudilo preveč dokazov, za katere so vedeli ali bi morali vedeti, da so neprimerni in bi lahko povzročili pristranskost ter morda novo mnenje. Ampak brez vplivanja na poroto nisem prepričan, da bi bila vprašanja glede pravila 404b dovolj za novo sojenje. Prej smo slišali Myro, ampak kako je z Jersey Mandy? Mandy je olajšana, je pod stresom. Ne marate pozornosti. Pravzaprav se je moja vloga kot njunega odvetnika Myre Crosby in Mandy, začela na njuno prošnjo, da posredujem in prepričam medije, naj ne govorijo z njima. Mislim, da so na neki točki zaradi vedenja gospe Hill menili, da bi morali z mano govoriti o tem. Te informacije bi morale priti na dan in bili so zelo pogumni, ker so takrat menili in menijo tudi zdaj, ko se je izkazalo, da so imeli prav, še toliko bolj, da ni imel poštenega sojenja. Kako po vašem mnenju izgleda drugo sojenje? Ker bo to zelo drugačno sojenje, saj bodo dokazi o finančnih kaznivih dejanjih dovoljeni, vendar jih ne bo toliko. Kot tožilec in kot zagovornik večino svoje kariere sem ponovno vodil veliko primerov in so zahtevni. Zahtevni so v enem smislu, ker se počutiš, kot da delaš z ostanki, a so izziv v drugem smislu, ker ima že scenarij. Veš, kaj je nasprotna stran naredila na prvem sojenju? Narediš prilagoditve, uporabiš druge priče, uporabiš drugačen pristop. In mislim, da bomo videli nekaj pomembnih sprememb glede tega. Predvsem mislim, da bo tožilstvo ubralo drugačno teorijo motiva. Ne bodo imeli prednosti tedna in pol finančnih dokazov, ker je Vrhovno sodišče odločilo, da naslednji sodnik tega ne bo dovolil. Lahko bodo imeli nekaj tega, vendar ne dovolj, da bi prikazali ta motiv na način, kot so ga poskušali ali uspešno storili na prvem sojenju, s tem, da so ustvarili predsodke proti njemu. Zato mislim, da bomo videli drugačen motiv. Morda, kot sem že omenil, začasna neprištevnost, kar imenujemo tudi iztrebljenje družine. To lahko poiščete na Googlu, ni pa nekaj, kar bi pogosto videli. Pravzaprav je Creighton Waters to uporabil v svojem zaključku. Druga prilagoditev, mislim, je zasedba prič. Bratranec Eddie, slavni bratranec Eddie,
bi se v tem sojenju zelo verjetno lahko pojavil kot priča tožilstva. V prvem sojenju je bilo veliko pogovorov in pričakovanj, ali bo pričal. Tožilstvo se je odločilo, da ga ne bo poklicalo. Bomo videli, kaj bodo storili tokrat. In bratranec Edi, zdi se, da je njegov primer še vedno v teku. Ni bil rešen. Torej, ali ga po vašem mnenju tožilstvo samo drži na čakanju? Bratranec Edi je, lahko rečete, na čakanju. Ali pa da sedijo nanj kot kokoš na jajcu. Popolnoma, po mojem mnenju, pričakujejo zelo resnično možnost novega sojenja in želijo ohraniti odprte možnosti. Vrhovno sodišče Južne Karoline si res želi, da bi se primeri premikali naprej. Nočejo, da bi primeri predolgo stali. In mislim, veste, prepričan sem, da to Edi in njegovi odvetniki bi radi videli, da bi bili njegovi primeri rešeni, vendar tožilstvo ni menilo, da bi to storilo. Ker mislim, da so ga želeli zadržati za uporabo. Kaj menite o spremembi kraja sojenja? Bo obramba v tem primeru zahtevala spremembo kraja sojenja? No, mislim, moj dober prijatelj Mark Tinsley verjame, da bi moralo ostati v Colletonu. Nisem prepričan, da se bo obramba s tem strinjala. Mislim, da jih skrbi, ker je to zelo majhno okrožje, kjer se je toliko v tem primeru odvijalo skozi to prvo 6-tedensko sojenje. In to lahko povzroči nepremostljivo težavo pri izbiri porote, ki bi bila nepristranska in objektivna. Veste, kot nepopisani listi. Trbav. Bilo izziv. To je majhno okrožje z omejenim številom ljudi. Mislim, da preprosto pokličeš vse, ki živijo v okrožju Colleton in upaš na najboljše. Kdaj bo po vašem mnenju to sojenje? No, to je zanimivo vprašanje. Državni tožilec je včeraj napovedal, da namerava ta primer kmalu ponovno obravnavati in to odpira dve vprašanji. Prvič, on je trdil, da je potreba po ponovnem sojenju zaradi žrtev. Nisem prepričan, da bi bile žrtve v tem primeru, družina Murdoch in Megina družina, naklonjene novemu sojenju. Preprosto, glede tega nisem prepričan. Ampak drugič, generalni tožilec, gospod Wilson, je sredi volilne kampanje za guvernerja. Ali bo torej vzel 4 tedne iz kampanje med zdaj in volitvami novembra ter sedel za odvetniško mizo in usmerjal dogajanje, kot je to storil na prvem sojenju? To je veliko zahtevati, zato ne vem. Moja napoved je 27, lahko pa se motim. Lahko se motim, lahko imam prav. Lahko imam prav, ampak mislim, da se obe strani pripravljata na vojno pred novembrom in sta na to pripravljeni. Ali bo Alec Murdoch pričal na naslednjem sojenju? No, vem iz pogovorov, da se niso vsi na strani obrambe strinjali s to odločitvijo in da je bila to na koncu njegova odločitev. Ker bo primer potekal zelo drugače, mislim, da bo celotna razprava popolnoma drugačna. In moj ugib je, oziroma moja napoved je, da ne bo pričal. In mislim, da smo lahko iz telesne govorice zadnjič pri vašem dobrem prijatelju Dicku Harputlianu in Jimu Griffinu lahko razbrali iz njunega vedenja, da nista bila zadovoljna s to odločitvijo. No, veste, govoril sem z njima in o tem pogovoru ne bi govoril, ampak mislim, da sta javno povedala, da je bila ta odločitev gospoda Murdoga, da je on izkušen sodni odvetnik, bil je in da je menil, da lahko prepriča poroto. Ali se je motil morda, glede na to, kar zdaj vemo, kaj se je dogajalo v ozadju, z vplivanjem sodne uradnice na poroto, kot zdaj priznava tudi Vrhovno sodišče, morda ni bilo pomembno, kako prepričljiv je bil. Videli bomo v drugem krogu. Bomo. Hvala lepa, Jim McCulloch. V redu. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anjanet Levi, oglašam se iz Vrhovnega sodišča v Južni Karolini. Se vidimo naslednjič.